Lep pozdrav, dober večer vsem. Pred nekaj dnevi sem dobil vprašanje gospe, ki moderira nocojšnji večer. Prvo vprašanje je, zakaj so pridige dolgočasne in zakaj duhovniki velikokrat nerazumljivi. Ne? Zdaj, kaj na to reči? Bom odgovoril, kakor je v moji napakah, v ene izmed mojih napak, bom odgovoril zgodbo. Oziroma bom odgovoril tako, kakor nas je poskušal dekontaminirati profesor na Papeški univerzi. Zato poudarjam, da se ne bo kdo potem pohujšal nad menoj, kako grobe vice govorim. Povedal je primer padalca in to potem, ko povem študentom, tudi študenti si zapomnijo, pravijo, tistega tvojega ali pa vašega padalca smo si pa zapomnili. Torej, bilo je med vojno, ko je pilot šel bombardirati sovražno ozemlje, vendar, ko je bombardiral sovražno ozemlje, so ga sestrelili in se je uspel, še vedno se je uspel s padalom s padalom, ampak ker je moral tako hitro manevrirati, je nerodno padel, tako je padel, da se je zagozdil na drevesu. In je bil popolnoma nemočen. Visel je, padalo se mu je ovilo za veje in je visel. Potem je padla noč in je rekel, zdaj si moram biti čisto tiho, kajti če sem na sovražnem ozemlju, če me dobijo, me bodo ubili. Ampak potem noč pravijo Italijani, da prinese dobro misel, dober nasvet in po noči razmišlja, pa ki je rekel, kaj je, če me ne dobijo, bom jaz tukaj umrl, od lakote, od žeje. Rekel, nič, se nimam kaj izgubiti, 50% imam možnosti, da preživim, 50% pa da umrjem, če sem na sovražnem ozemlju, me bodo prišli, me bodo ubili sicer, ampak ali pa bom kvečjemu zapornik, če pa sem naš, bojo prišli in me bodo rešili. Je rekel, prvega človeka, ki bo prišel zjutraj mimo, tam dol po poti, ga bom vprašal, kje sem in bom vedel, pri čem sem. No, res, potem se začne daniti in prvi pač človek gre tam mimo in tam mu začne klicati, vi tam spodaj, ne? On se ozre gor, ja, pravi, kaj je? Je rekel, dajte mi povedati, kje sem. In on je od spodaj mu odgovori, na drevesu. In pilot mu reče, vi ste pa gotovo katoliški duhovnik. Pa je rekel, kako ste pa vedel, da sem katoliški duhovnik? Je rekel, ker govorite velike in globoke resnice, ki pa nič ne koristijo za življenje. Ne? No in to je bila tista prva dekontaminacija, da duhovniki, to je ta naša tragika, govorimo sicer velike in visoke, globoke resnice, vendar večina ljudi resnično ne ve, kaj bi z njimi počela. Čeprav dogmatična konstitucija, pazite, dogmatična konstitucija, to ima 100 ton težka, ne? O božjem razodetju naroča, da mora vse krščansko oznanjevanje oznanjati svetopismo in potem navodilo za izvajanje te konstitucije pravi, naj se homilija, temu tako se strokovno reče pridigi, ozira tako na skrivnost praznika, kakor na potrebe poslušalcev, se to v življenju ne dogaja vedno. Namreč, to je, bi rekel, ta stalni izziv, večno sporočilo soočiti z potrebami poslušalcev. Najprej je vsekakor tukaj problem govorice. Pridigarji uporabljamo velikokrat ljudem nerazumljivo konceptualno govorico, polno nekih strokovnih, pa tudi pobožnih izrazov. Eden od znancev pravi, da bi številne cerkvene govornike današnje dobe lahko ustvarili tako, dali bi nekaj pobožnih besed, naprimer evharistija, liturgija, transsubstanciacija, velikonočna skrivnost, žrtvovanje, križ in tako naprej, in bi to potem bi ta predstavljal besede, ne, te besede. In to je res velikokrat nevarnost
številnih sodobnih cerkvenih govornikov, da predstavljajo, delajo kombinacije, jaz sem imel cvek matematiko in to se spomnim še zdaj, ampak mislim, da se da to zračunati, koliko kombinacij se lahko naredi. Ne? Jaz sem to vse prepisal, zato ne znam zračunati. Ampak to ne gre samo za vic, gre za tudi eno, rečemo, vam bom dal izziv, ki mi ga je dala pred enim tednom ena gospa. Je rekla, glejte, prevajam in vam dam primer, italijanski Dio si comunica. Ta, da se Bog, tukaj imamo sicer profesorja latinščine, ne, ta komunijo je, v ozadju je latinska beseda communis, ki pomeni skupen, obči. Ne? In naši cerkveni dokumenti to prevajajo, Bog se priobčuje. Ne? Kaj si vi, pa ne, zdaj vi, ki ste tukaj elite, smetane, kaj si je navaden človek, ki enkrat na leto pride v cerkev, misli o tem, da se Bog priobčuje. Jaz nimam pojma. Ali pa, na primer, dam drugi primer, jaz se ukvarjam z mediji, ampak v cerkvi niso to mediji, ampak so to sredstva družbenega obveščanja. Ne? Ker se mediji nekje, zlasti pa množični mediji, mediji, to se ne spodobi, da se v cerkvi govori. Torej, to je en resen izziv iskati prave izraze v prevajanju, čisto. Drugi resen izziv pa je, da gre za premalo življenjsko govorico. V cerkvenih govorih ljudje ne čutijo, da imajo neko povezavo z življenjem. Tukaj bi spet citiral enega eminentnega duhovnega avtorja Henrya Nouwena, Nizozemca po rodu, ki je umrl v Kanadi v Aršu, eni skupnosti za duševno prizadete. On je lepo povedal, ne, da v eni svojih knjig, kako ljudje poslušajo pridigarja, dokler govori en primer ali eno zgodbo. In tisti trenutek pravi, ko reče, in veste, dragi verniki, to je ravno tako, kakor pravi naš Gospod Jezus Kristus v Evangeliju, ne, vsi dol pravi. To je, da dejansko se ne dotikajo življenjskih problemov. Spomnite se na padalca. Ljudje nimajo več občutka, da tisto, kar v cerkvi govorijo, ima nekaj opraviti z življenjem. Ali on kot pravi, da bodo iz naših govorov nekaj dobili, da bodo lahko rešili svoje življenje, rešili neki življenjski problem. Potem še zadnja, ta pomanjkanje, ki ga jaz vidim, je premajhno poznavanje sodobnih medijev, ki so jim podvrženi poslušalci pridig dan za dnem. Medijska govorica je konkretna, ne slepomiši, ne uporablja nerazumljivih izrazov, ne abstraktnih pojmov, ampak podobo, zgodbo in podobno. Medtem ko oznanjevalna govorica še vedno velikokrat boluje za to konceptualno oddaljeno govorico in oddaljenim jezikom. Naj pa seveda tudi dodam nek zagovor pridigarjem. Sveti Janez Zlatousti, že ime pove, da je imel zlata usta, to se pravi, da so ga ljudje strašno radi poslušali in da je nekaj povedal, baje, da so njegove pridige transkribirali iz stare grščine, jih potem pripovedovali, trajale so 45 minut, ko so jih danes, da bi danes si kar predstavljate, koliko ljudi bi imel na koncu pridige še v cerkvi, ampak 45 minut. On pravi v knjigi o duhovništvu, kjer pravi, duhovnik mora sicer biti dober govornik in tako dalje, ampak potem menda v 5. knjigi, v 5. knjigi pa pravi, da tudi poslušalec se mora pri pridigi drugače obnašati, kakor pri poslušanju drugih besedil in ne sme biti nastrojen proti pridigarju, ampak odpreti svoje srce. To je tudi en važen moment, pravijo, ne, da številni pridigari se tolažijo, vse vendar v pridigi, ko mi govorimo, deluje tudi Sveti Duh, deluje tudi v poslušalcih, ne, zato da
lažje to razumejo, ampak seveda Sveti Duh, ne, bi pa tudi spet moral pridigar iz tega povleči konsekvence. Sveti Duh deluje tudi po pridigarjevi pripravi, pri pridigarjevem študiju, Sveti Duh deluje tudi po pridigarjevem premišljevanju in molitvi o Božji besedi, ki jo bo razlagal. Skratka, ne, pridiga je večen problem tudi za duhovnika, verjamite, ampak mene zmeraj potolaži pokojni kardinal Špidli, ki je primerjal, pravi, kdaj molimo vero v vzhodni in zahodni cerkvi. V vzhodni cerkvi si dajo roke, pozdrav miru in sprave, pravi, ker oni pravijo, mi skregani ne moramo moliti vere. Samo spravljeni kot občestvo lahko molimo vero, na tisto Homjakovo besedilo, ne, da v peklo lahko gre vsak sam, v nebesa pa lahko gremo samo skupaj. Je rekel, medtem mi v zahodni naši cerkvi pa kdaj molimo vero? Takoj po pridigi. Pravi, da kar mi porušimo v pridigi, ljudje takoj obnovijo vero, ko molijo veroizpoved. Zdaj bom pa jaz nehal, če ne bomo morali moliti vero. Ne?